Projekt RUK, mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, je 5-letni projekt, financiran s pomočjo kohezijskih sredstev in Ministrstva za kulturo. V letošnjem letu se zaključuje in razstava za humano tehnologijo v Cankarjevem domu Ljubljana predstavlja nekako jagodni izbor produkcije 3 partnerjev. Partnerji so Kulturno-izobraževalno društvo Pina iz Kopra, Kulturno-izobraževalno društvo Kibla iz Maribora in pa Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje. Vsak partner nekako predstavlja en del celote, ker se tudi vsak partner povezuje v določeni produkciji, v določenih delih pa se tudi izključujemo in smo vsak za sebe malce specifični. Delavski dom Trbovlje veliko pozornost v raziskovanju posveča izobraževanju, robotiki, VR izkušnji, predvsem bi tu izpostavila izobraževanje, saj smo res zadnja leta vzpostavili močno vez med študenti, da radi sodelujejo z nami ali v okviru praktičnega usposabljanja ali kot študentsko delo. Vse to pa izvira tudi iz našega dolgoletnega festivala Speculum Artium, kjer se je v bistvu vse nekako začelo. Tudi naš geslo, moto, kakorkoli se temu reče, za humano tehnologijo, humanizacija tehnologije izvira od takrat in to skušamo vsi partnerji tudi nekako prenesti na naše festivale, ki pa se zdaj skupaj odvijajo v jeseni pod nekako enotno platformo Novomedijska jesen. Tehnologija je prisotna v našem življenju. Od začetka smo se jo malce bali, nekateri se jo še vedno, mi si pa želimo, da se tega ne bojimo. Z dneva v dan tudi izkušnje nam govorijo, da tehnologija res ekstremno napreduje in kar bi radi s humanizacijo tehnologije dokazali, da je tehnologija lahko prijazna in da si jo lahko obrnemo nam, ljudem, v prid v vsakdanjem življenju. Še vedno je dovolj prostora za razno eksperimentiranje, za dodajanje nekih tehnoloških pripomočkov. Veliko sodelujemo s šolami, z osnovnimi šolami, imamo tudi delavnice v vrtcih, kjer seveda ne damo kar otrokom telefon v roke, ampak jim skušamo povedati in pokazati, na kakšen način je lahko tudi telefon kot pripomoček zraven pri učenju ali pa za učitelje in mentorje kot pripomoček pri podajanju snovi. In seveda tako tudi lažje mlade pridobimo, učiteljih pridobi na svojo stran. Zelo pomembno se nam zdi, in to smo tudi v projektu želeli v čim širšem obsegu nekako povezati tehnologijo z gospodarstvom, z izobraževanjem, zato ker menimo, da skoraj vsaka gospodarska družba potrebuje kreativni sektor, tako kot vsi potrebujemo levi in desni del možgan, ker potem lahko pridejo čudovite inovacije, čudoviti produkti. In menimo, da so ravno umetniki tudi tisti, ki lahko mogoče širše odprejo pogled kakšnem podjetju ali kaj podobnega, zato smo tudi v projektu združili nekatere umetnike s podjetniki in so nastali neke čudovite, bom rekla, kreacije, produkte, iz katerih pa lahko seveda nastanejo tudi produkti, ki bodo tem podjetjem še povečali, ne vem, prodajo ali pač karkoli že. V Trbovljah smo veliko sodelovali s podjetjem Yaskawa. Maša Jazbec je to sodelovanje začela že nekaj let nazaj v okviru festivala Speculum Artium in s tem projektom se je to nadaljevalo. Pridobili smo manjšo za izobraževalne namene robotsko Yaskawino roko in tudi to sodelovanje z njimi okrepili, saj so v bistvu tudi v podjetju videli, da se da s temi robotskimi rokami še marsikaj drugega, tudi kreativnega ustvariti. Naprimer Maša Jazbec, ki je strokovnjakinja na področju robotike in je veliko raziskovala brain-computer interface, kako lahko z mislimi upravljamo robotsko roko, katera nam lahko tudi kaj naslika. Potem drugo podjetje je Aformix iz Trbovelj, prav tako oni se ukvarjajo z letalsko tehnologijo, kjer smo naredili produkt letalskega simulatorja, kjer se lahko bodoči piloti
tudi učijo na tem VR primeru. Tu na razstavi je tudi en manjši objekt, kjer lahko sprobamo, kako dobri smo v bistvu v letenju. Za humanizacijo tehnologije naslov, ki se lepo sliši, hkrati pa poraja kar nekaj vprašanj. Najprej v časih, ki se na nek način iz krize v krizo gibljajo z nezmanjšano hitrostjo, se tudi sam tehnološki napredek odvija v podobnem tempu. Kako pri tem ohraniti, pa tudi na nek način spet povezati človeka v ta konglomerat nekih tehnoloških naprav, baz in bank podatkov, podatkovnih zvez, takšnih in drugačnih platform in seveda takšnih in drugačnih medijev in raznih omrežij. Če je v nekem, recimo, zgodovinskem, preteklem času kazalo, da se bo tudi računalništvo oziroma informacijsko-komunikacijska tehnologija razvijalo v nekje multipolarni smeri, tako večjih ponudnikov, proizvajalcev, kot tudi različnih sistemov, se v zadnjih letih, da se vse skupaj bolj ali manj monopolizira in na nek način konvergira v eno točko. Tej eni točki se danes reče tudi umetna inteligenca. To je, kot kaže, ena od zadnjih tako imenovanih velikih iznajdb človeka, ki pa tudi z vso svojo tehnološko zgodovino in tudi naprejšnjim napovedovanim ali pa možnim razvojem, svojevrstno prevlado strojev, računalnikov, naprav nad ljudmi. Skratka, vsi smo na nek način distribuirani v nekih teh skupnih digitalnih elektronskih oblakih, kot neki podatkovni nizi, kot neki podatki, ki se potem s pomočjo raznih algoritmov, neizmernega števila aplikacij in podobnih drugih, recimo, vmesnikov, skozi tiste, ki te podatke pač obdelujejo in potrebujejo, lahko kažejo tudi kot popolna slika nas, naših želja, naših potreb, naših misli ali pa čisto preprosto zgodovine naših brskanj in obiskov spletnih strani. Takšne obdelave z umetno inteligenco pomenijo tudi, da bo nek stroj natanko lahko vedel, kakšni so naši, recimo, dnevni ali pa vsaj pričakovani dnevni trenutki, kakšna opravila, kam in kdaj gremo in tudi seveda, kaj počenjamo, kaj nas zanima, kaj si kupujemo, in tako dalje. Tako se seveda govori tudi o vsesplošni digitalizaciji, ki jo tudi v sami strategiji Digitalna Slovenija 2030 napoveduje naša vlada oziroma Ministrstvo za digitalno preobrazbo, pri čemer to hkrati pomeni, da tako kot e-zdravstvo, kjer bodo vse naše zdravstvene kartoteke, recimo javno oziroma dostopne v nekih bazih podatkov, to pa seveda v končni fazi tudi biometričnega potnega lista in ostalih, recimo, kartotek, s katerim nas tudi tisti, ki seveda vse te podatke zbirajo in obdelujejo, nas tudi nadzirajo in seveda tudi lahko odločajo, kam in kako bomo oziroma ne bomo smeli brez tega ali onega potrdila. Še nek nadaljni korak je v teh tehnoloških, recimo, ko bi temu rekel, koherencah ali skupnih rešitvah, kot so pametna mesta ali nekateri zdaj celo govorijo o 15-minutnem mestu, kjer seveda vse urejujemo tehnološko in tako naprej, recimo tudi, ko naročimo že sedaj seveda hrano, so tudi
ta digitalna mesta v bistvu na nek način dvorezen meč, tako kot večina stvari v digitalni tehnologiji. In eno je to, da smo potem recimo omejeni, vezani ali pa tudi, če želite, zaprti na 15 minut oddaljenosti od doma, kjer imamo seveda, kot naj bi imeli vse, kar potrebujemo za preživetje. Ampak kar sledi nadalje, verjetno glede na vse te trenutne histerije, tudi kar se tiče klime, klimatskih sprememb in toplogrednih plinov in vsega ostalega, nas bi naj ravno tudi s pomočjo umetne inteligence in teh algoritmov in vsega, kar recimo 15-minutna ali pa pametna mesta obljubljajo, tudi skrbela za nas v primeru tako imenovanih klimatskih zaprtij. Bodo tudi spet eni na ta način snovali dobičke, da se recimo navadni državljani, državljanke, tako rekoč v klimatskih zaprtih ali pa lockdownih ne bomo smeli sprehajati ali pa prebijati izven svojih okrožij, skratka izven 15 minut oddaljenosti doma. Hkrati pa tudi razmišljajo o bonih, ki jih bodo razdelili med ljudmi, ki bodo pač dovoljevali gibanja izven teh 15-minutnih okrožij. In ti boni bodo prenosljivi oziroma vnočljivi, kar pomeni, da tisti, ki pač bodo malo manj premožni, bodo lahko svoje izhode izven 15-minutnih mest ali okrožij tudi recimo prodajali, na ta način omogočili enim proste poti, ki imajo pač več denarja, sami pa bili bolj doma. Mislim, da je tudi sama tehnologija in tudi v glavnem so tehnološki filmi bolj ali manj distopični. Zdaj, kaj ima srečne konce, ampak vseeno so pa distopični v enih določenih trenutkih. Ker gre za eno določeno stvar, kjer se vedno zgodi to, da v določenem trenutku tudi tehnologija prevlada nad človekom. V naših trenutkih je to, recimo pa v naših življenjih je to relativno enostavno, saj že v nekih generacijah, recimo najmlajših, ki uporabljajo pač sodobne naprave, digitalne, hkrati tudi so na medmrežju, so že razlike med njimi, da starejši več ne dohajajo mlajših in tako dalje, oziroma nimajo več istih aplikacij oziroma druge. Zatorej se ravno na razstavi za humanizacijo tehnologije trije slovenski intermedijski centri predstavljajo z izborom svojih dosežkov zadnjih 3 let, laboratorijev, ker smo dobesedno razvijali s pomočjo seveda sodobnih tehnologij vsebine, vmesnike, projekte in tudi celostne, recimo na nek način zasnove tega, kar si predstavljamo kot humanizacijo tehnologije oziroma tehnologijo na nek način dati v uporabo človeku in ne obratno. Zato smo tudi se odločili za recimo smer, ki na nek način koncipira, mislim, da tudi to razstavo in tudi naše delovanje, kot je predstavljanje in ohranjanje narave, naravne dediščine, kulturne dediščine, industrijske dediščine, potem recikliranje, 360-stopinjski zvok, potem hkrati recimo krmiljenje naprav z možganskimi valovi in seveda robotika kot neke vrste potencialna pomoč ljudem v nekih določenih situacijah. In s tem tudi mislim, da vsakdo, ki vidi to, kar smo počeli, lahko to tudi razume, lahko dojame, lahko tudi preizkusi seveda in enostavno vzpostavi do tega svoj odnos in obenem tudi sam oceni, na kak način bi se še mogoče to tehnologijo dalo dodatno ali pa bolj humanizirati, skratka ne toliko odtujiti od človeka kot v neki transhumani družbi, ampak dobesedno jo dati spet v roke ljudem, uporabnikom, uporabnicam in vzpostaviti humano družbo,
ki bo tudi socialna in po svoje socializirana, ki bo tudi kulturna in seveda, ki bo tudi dovolj pametna ali pa v končni fazi inteligentna, da bo znala vedeti, kaj je tisto, kar je človeško, kje so naše meje, kje so meje recimo naših zmožnosti, ne samo človeških, ampak tudi naše narave, našega planeta. In morda tudi, če nikoli ne bomo vedeli, kje so meje vesolja, bomo pa vsaj vedeli, da smo tukaj na tem recimo vesoljskem plovilu, ki se imenuje Zemlja in kroži okoli svoje osi, okoli Sonca ter z galaksijo potuje po vesolju.